The more you approve of your own decisions in life, the less you feel the need to have them approved by others. Tvoj dela, da vidimo zdaj, kako tole. Halo. Ok, ti še kaj boj? Halo, Ja. dela. Ok, dela. Znači, evo, zopet dobrodošli nazaj, še en kolesarski čvek. S Petro so že posnela začetek, pa so ugotovila, da tele mikrofončki ne delajo najboljš. Tako da so malo preklapljala in zdaj spet dela. Ti ga drž v rok, pa bo. Petra že pridno trenira. Danes bo šla pa čez par napak, ki so jih naredila prejšnji teden v Zwift Akademiji. Par novosti se je ta teden pojavilo, oziroma kaj profiji vozijo. Mogoče še top 5 najgrših koles v Pro Pelotonu. Pa bo šla čez derke, ki so bile ta vikend, pa kaj se obeta, se pravi Strade Bianche vikend, ki prihaja. Mogoče še na začetku bi pa najprej povedal, da Mersat ima zdaj, kar se servisov tiče, je že Petra omenila prejle, da je že orang polno. Tako da naslednji vikend je že poln. Sem cel teden je poln, Ja. naslednji teden je zaseden, ampak lahko pokličete, pa se prijavite. Mersat si je lepo naredil koledarček, razpored in si vse zdaj noter upisuje, tako da ja, je pa cajt, da se res naredijo teli servisi. Vreme je krasen, idealen, začenjajo se razne priprave, ljudje hodijo kolesart v Istro in mislim, da je čim prej cajt, da se ta kolesa zrihtajo. No. Ja, jaz bi pa še vse lepo prosil tisti, ki ste v zadnjem času kaj pri nas nabavili, prvi link v opisu, Google review, spustite komentar, povejte, ste zadovoljni, niste, praktično tudi vseh komentarjev bom zelo vesel, vem pa vsaj glede na klice in stranke, ki se vračate, ste zadovoljni z stvarmi, tako da evo, to bi vas zelo lepo prosil, ne košta vas prav nekaj veliko časa, nam pa zelo veliko pomaga. Tako da nič, kaj greva začeti kar z Zwift Akademijo, ki nas je eden zelo dober popravil, ki sem jaz prejšnji teden rekel, da je to zdaj šele druga sezona, je pa v bistvu že v 2016. Zdaj prva je bila ženska, se pravi 2016. Ja, so bile samo ženske. Ja, pol naprej so bili pa še moški in logičen, kako da jaz to ne vem, ker 2018 je zmagal en gospodič, ki se ga jaz zelo dobro spomnim, Martin Laurič, tako da je pol vozil za NTT, se pravi uno ekipo iz Južne Afrike. Tam je bila tudi ta finale je bil takrat. Ja, oni so imeli tudi ASO sponzorja, tako da ja, zdaj najbolj odmevno ime, ki je prišlo ven, je bil Jay Vine iz 2020, mislim, kaj je zmagal 2020. Zdaj, drugih, če sem pa čist fair, jaz ne poznam nobenega. Ne, sej niso dejansko, da je uspel, če tako gledaš v tem World Touru, a ne je to Jay Vine. Če greš po teh imenih, ker sem tudi pa malo gledati, ne, prav sem kar dala, kaj se kaj dogaja s temi. Ampak so pa vsi šli v pro ekipe, vsi so bili, tudi fantje in punce, vsaj eno leto so nekako vozili, tudi potem so šli v kakšne druge ekipe, a ne, niso ostali recimo pri Canyon, pa pri kva so te Alpecina, ne, ja. Fantje, ampak so šli mogoče v kakšne druge ekipe in vsi še kar vozijo kolesa, tako da je kar pač ta zadeva zanimiva, vedno to nekako sponzorira pa pokriva to Zwift Akademijo, Alpecin pa Canyon, kjer iščejo pač nekako neke te upe za njihovo kolesarjanje in vedno tudi imajo vnaprej že določen nekakšen profil, ki ga iščejo. Ne. Recimo letos so zelo poudarjajo, da pri fantih iščejo enega, ki bi bil dober lead-out za Philipsena, ne. Tako da tudi veliko se je bilo v tej zadnji epizodi v soboto se je videlo, da res veliko iščejo na temu. Pri puncah, če pa čisto po pravici povem, pa niti ne vem čisto točen, tudi mislim, da iščejo bolj neke te, ne, ja, se so pojavili za enodnevne iščejo, ja, točno. Tako da, ampak nekako letos, ko gledam, to se mi zdi, da je pri fantih ful bolj organiziran, saj tako, no, z moje strani, če gledam, ker lani sem pa tudi spremljala zaradi Laure, ki je bila noter, pa se mi zdi, da je bilo pri puncah drugače, tako da mogoče so se bolj fokusirali sam na fante, pa punce sam to glih, da je, a ne.
Je pa res, da so tale ena punca je sicer zdajle se na dirki, ki so jo vozile virtualni Zwiftu, je zelo ni pokazala Kanačanka, ampak prej je pa dejansko prehitevala profesionalko, a ne v vseh kriterijih. Tako da tudi imeli so eden od dogodkov, pač se pravi, da so mogli narediti voziti se punce na klanc, kjer je bil res tak karoren klanc, so se mogli zdržati pa držati vate, s tem, da so v bistvu dirkale proti profesionalki. Ta profesionalka je šla 4-krat gor, one pa vsaka po enkrat, pa je nobena ni prehitela. Tako da se res vidi ta razlika. A pa si še kaj opazila zdaj na tem, na zadnji epizodi, tako da ti je bilo ful zanimiv? Se pravim, da veliko bolj zanimiv mi je bilo gledati fante. Bolj mi je bilo to zanimiv, ker mogoče tudi zato, ker se tam Van der Poel pa Philipsen pač jih pokaže dejansko, so tam najverjetneje so bili na nekih pripravah, pa so to lahko komponirali vse skupaj. Tako da zdaj v bistvu se je tam tudi samo eden fant, ki zelo izstopa, tako da mislim, da pri fantih je že kar zelo jasno, no, tako, kar se mene tiče, zdaj ne vem, kako bojo oni to gledajo, ampak mislim, da je tale Noa je kar delač en korak pred ostalimi. Zdaj, pri puncah je pa vsem se mi zdijo 3 zelo izenačene, zdaj naša Tjaša je, mislim, da zato, kar oni trenutno iščejo, prešvohane, prelahka, zdaj ne vem, one punce res vozijo že skoraj na pol profesionalke, te ostale 3, se jim tudi vidi po pripravljenosti, one so še držijo dnevno, se pravi nekako, oni to so imeli najverjetneje, imeli so vsak dan zaporedoma, to ni bilo vmes en teden, tako kot mi gledamo se epizodo, in se že vidi, da je zmatrana, da popušča z dnevi. Ostale se pa, sploh ta Ema Ochoa se pa kar drži, tako da pač mene je zanimiv za pogled, ni pa zdaj nekaj to tako. Bolj je bil to, da je ta Zwift akademija že dolgo časa obstaja in da je najverjetneje vsa stvar skupaj dosti zanimiva. Če se v bistvu dejansko izmed koliko tisočih noter prijavljenih izberejo enega ven, ni slaba, stvar za iskati en talent. Ja, mislim, Tjaša je imela vsaj, kakor so na začetku rekli, imela zgleda kar orang smolo, ker je bila bolana. Ja, neko virozo je prišla, in se veš, če si bolan, ne moreš lih trenirati, da greš pol na neko tekmo oziroma no, sam na že neko po vizualni, fizični so te punce kar bum bum. Čeprav isto pri moških mi je čudno, da so te 4 zbrali zaradi tega, ker nobeden ni to, kar oni iščejo. Jaz mislim, da saj tako, kot je bilo tudi meni nekako predstavljen ta Zwift varianta, to mogoče tudi Laura dosti dobro lani povedala, smo imeli v Velo klepetu, da se to v Zwiftu, v tem vsem virtualnem svetu, da so to vse eni drugi vati, ene druge številke, ki se obračajo, da je drugač in da ko pridejo te ljudje na cesto, da se potem tam pokažejo čiste ene druge variante, lahko pa zadeve pokažejo se še boljše, ampak da je to zelo, zelo tako. Sicer tudi ona je povedala, da je zelo strog režim te akademije, da se moraš prej zvagati, posneti, sebe zvagati, vago snemati se ves čas, ko potekajo te zadeve, tako da ne moreš neki glih golfati, ampak zdaj ne vem, se pravim, že pri teh trenažerjih, samo je verjetno neka odstopanje in vse skupaj pride malo drugače in potem... Pa ja, oni so jih zbrali na podlagi dirk, pa kako so kaj odpalala, se pravi, je že bil med tokimi toliko boljši, tako da se pravi, ne vem pa čisto točen, kako, a so to sam dirke, pa koliko je boljši od drugih, ampak tudi gledajo cifre, so to tudi neki, kakor sem jaz enkrat to gledala na Zwiftu, dokler sem še bila na Zwiftu, so to eni challenge, tudi neki čist takih testov. Jaz sem tam videla, se prijaviš v Zwift akademijo in imaš potem ene par stvari, ki jih moraš ti narediti, nimajo veze z dirko, se pravi, imaš, ne vem, od FTP-ja do vsega tega narediti čez vse česjeta, in določene šprinte in to, kjer ni nobene dirke, dirk je mogoče 1, 2, potem ni čez vse samo dirka. Ja, ok. Dobro, meni je isto pač Noa, mi je všeč pa ta Matija je zelo dober odpeljal, zdaj, ko so imeli virtualno, je za ekipo zelo dober delo, tako da mogoče jim bo tudi on še zanimiv, druge dva pa ja, sam ta Matija je bil že lani, se ga jaz spomnim, in je zelo problematičen.
že lani bil. Tako je karakteralno problematičen. Ja, Zdaj se kle mečkam zadržuje letos, ker so ga pač jasno lanski let verjetno malo bolj skritizirali. Zdaj ne vem, zakaj so ga še enkrat nazaj vzeli noter, ker mogoče bi bil kakšen drug še vsem. Mal čuden, ja. Je pa kle tudi baje so od zadnji neke kuhne in stvari, ki se malo drugače dogajajo. No, tako da. Tuk veva, kaj več, ne? Tele dve derki, ki sta bile ta vikend, se je videl, da noben ni toliko močen, da bi lahko pobegnil, tako kot smo bili mogoče vajeni v preteklosti, ne? Da je bilo poln skupin, pa tako pa so se najdele ne 4 spredi ali pa samo 2, da se vidi, da so vsi nekje so izjavili, da eden tekmovalec je rekel, da se vidi, da so vsi naredili level višji od lanskega to leta. sem hotela reči, da mogoče niso toliko močni, ampak glih to, da so vsi veliko bolj močni. Mislim, hočem reči, da noben ne izstopa, tako kot je bilo prej. Tako da jaz bi mogoče ta prva stvar, ki je Umlup, od Uno X-a je zmagal Soren, neki. Nek tak izjava, še ta dva nista znala prebrati, na Eurošportu sta vsak drugače izgovarjala. Pol pa... pa si videl to, da je bil on v bistvu rezerva. On bi mogel iti na kurne bruselskerne, pa je pač mogel sem iti in zato, ker si ni nog pobril kava, je imel gor nogavčke, edini kolesar. In v bistvu na koncu čisto... In je zmagal med tem, ker naslednji dan ga pa ni bilo. Tako da jaz sem šel pol še bike ta njihov pogledat in ti si kaj gledala že kolesa letošnjih Pro Tourov? Če pa zdaj mene obražaš, je pa to najgrši bike v Pro Touru. To je drug najgrši, ja. Ne, ni ta drug. Ne, ni. Ta prvi vsi vemo, kje je najgrši? Ne vemo vsi, to je Santebgard, ampak ta kolone, se lahko rečemo Ridline, to, oh my god. Prav tako še Mirca te pogledal pa rekel, kaj pa to za en kolo, ker nisem takoj videla napisane. Pa pogledava vse, kaj maja, sej. Jaz sem šel prav pogledat tako kolesa, ne, kjer je tak, da ga pa če je najboljš na svetu, pa ga najbrž ne bi vozil. In sem koliko? 1, 2, 3, 4, 5 koles sem najdel, ki ga ne bi kupil po vsej verjetnosti skoraj nikoli. Sam eden je, ki bi ga kupil od teh. To najbrž obada vemo, kjer je, če je res dober. Kupil, to vem, ne, ampak... Kolnagota bi, če je res pač tako dober. Sam jaz mislim, da za meni... Kjeri so ti pa še to grdi? Cervelo S5. Tega jaz to... No dobro, ta je že nekdaj, sam je že toliko časa v pelotonu, da smo se ga že navadili. No. Ja, jaz pač meni je ugaben. Pol litak podoben na to sceno je Bianchi. Cube mi tudi ni všeč. Pol pač Noah, pač Ridley, pa pač Y1 RS. S tem, da Y1 RS za moje pojme je še vedno ta najgrš. Še ta kitajski je lepši, ki ga sploh nisem dal sem noter od X-Laba, ki rečemo, da je saj semi ok. Drugi mi tako niso, da bi rekel, da je od ostalih koles mi meni ni tak, zdaj pa to grdo, da ga ne bi kupil vozu, ampak kar se pa teh koliko 5 tiče, to pa meni... No, klej se lahko strinjam s tabo v Ridleyju. Tudi v Bianchi meni nikoli ni bil všeč, pa čeprav vem, da je imel veliko privržencev že zaradi tega, ker je Roglič vozil. Pa zdaj ta Cervelo je tako, jaz sem se kar malo navadila, res tudi glih ne bi imela, Cuba pa zdaj čist nimam pred očmi, ampak Cubi so bili vedno zelo taki robustni, taki pač te nemški meni nikoli niso bili všeč, tako da bi zdaj rekla, da je to neki ful. Y1 RS imaš pa že v top 3, ja. Ta kolo mi je pa vedno bolj zanimiv, vedno bolj mi je všeč, zato ker je toliko drugačen, pa toliko odklopljen, pa da bi, tako, če bi ga imela res tako, te recimo punce mi ga imajo všeč od UAE barvo, ne, mi je čisto ok, čeprav sem bila modra, spiraš moče kakšno drugo pol to barvo, ampak vseeno mi je všeč, ker je cel bel, pa pol sam ta bela barva. Pač zanimiv kolo, ampak se je pa pomemben tudi, kako se vosa, ne, to dejstvo. Evo, že iz prihodnosti, pozabila sva s Petro sam omeniti neki pa Ridleyju, ki pol kolo dosti lepo zgleda, se pravi, zelo lepo so
naredili s krmilno oporo, tako da z uno krmilno oporo pa tisto balanco, ki mislim, da je imel samo ene par kolesarjev zdajle na dirki Umlup pa Krne Brussels Krne. Lep zgleda. Pol pa so še pozabila omeniti, da Pidcock je vozil neke nove obroče od Zipa, ki imajo integrirano, kako se temu točno reče, ne vem, ampak integriran ta pritisk v gumah, da mu točno kaže že na števcu, koliko ima pritiska. Zdaj, za rekreativno uporabo se mi to zdi dokaj nesmiselno za vse, ki ne uporabljajo hooklessa. Tisti, ki uporabljate pa hookless, pa ki ste bolj natančni, oziroma je že skoraj treba biti bolj natančen, je pa to pač nekaj zelo nujenega za vse nas, ostale pa mislim, da neke dodatne koristi od tega niti ni. Če mislite, da je, komentirajte spodaj, me prav zanima, pa komentirajte še, kjer se vam zdi najgrši oziroma kjer vam je pa najlepši kolo v propelotonu. To je to. Se pravi, Krne Brussels Krne je Govekar padel glih 3 km pred koncem, zelo dober je borbu. Ne, tukaj ni bilo to krivo. Kva pa je bilo to? Ne, tukaj je bil zaletel se v znak. Če mu je snel gumo. Se ima sliko, ko mu je od zadnji masneto zadnji zraz gumo. Lahko po temu. Ne. Sliko si poglej. Snel mu jo je, pa je pa padel. A je prav tako? Ja, tako je, ja. Ja, tudi temu pišejo. Še danes sem Piše, da je padel zaradi tehnične napake. Okay. Zdaj pa, ampak nisem pa nikjer ne. Mislim, saj tako, ko sem gledal. Snel mu je in tudi tale, ki eden od telih kolesarjev, ki zelo velikrat kritizira, zdaj sem točno, kako je po priimku, se en znan kolesar. Tale, ki je na motorju en cajt za vozu za Eurošport. Kaj je, Vojkt? Jens. Ne, kjer je bil, ki je šel v penzijo, pa je pa en let nehoj kolesart, ni Žilber, Se ne veze. V glavnem je pokritiziral, da je šlo za tehnično napako in da se take napake ne smejo dogajati. Nikjer nisem zaznala, da je imel on hookless gor, ampak njemu je snel dol gumo iz obroča. Bahna meri, da voz Vision, ne? Mislim, da Vision, zdaj ne bom trdil, ampak mislim, da zdaj je imel premalo napumpano gumo, ali mu je spustila, ali pa jo je dol snel, v glavnem. In tudi na sliki, ko jo pogledaš, je snet dol. Pol pa on pade. Pa on pada. Ki se sname. In tudi tako je napisan. Jaz sem šla to pač, da je padel zaradi tehnične napake. Zdaj prekinila pa pogledala takoj. Prekin, pejt, kar ti dej. Se ti lahko govoriš. Kaj ne pa govorim? Ti najprej poglej, kva je. Jaz ti mene snemaš, a ne? Se lahko zdaj to povem. Jaz imam zdaj eno idejo sem dobila danes, ko Anže skozi govori, koliko hujša, pa koliko se matra s temi svojimi kilami. In zdaj so bile maškare in vsi smo jedli krofe, eni več, eni manj. In mene zdaj zanima, če boste uganili, koliko krofov je pojedel Anže in tisti, ki bo najbližji ta pravi številki, mu jaz podarim dva bidončka. Tisti, ki bo najbližji številki, koliko krofov je pojedel Anže. Bajsek moj. Tako da upam, da vam bo zabavno, pa si imela prav. Je res zaradi tega. A veš, da jaz sem pa prav gledal, danes sem rekel, da še enkrat pogledam, kaj se je zgodilo in na videoposnetku pač se ni videl, da ti ne bereš na ta pravih straneh. Ti bom jaz enkrat pokazala, kje je treba to brati. No, se lahko zdaj poveš, da bojo še... Ne bom, to je skrivnost. Zakaj bi oni tam brali, lahko oni naj jo poslušajo, rajš, ko me to povedala. Ne vejo, pa si že prej pogleda. Jaz kar preberem te Cycling News. Na podcastu zdaj sem poslušal par tujih in so isto rekli, da ta hookless sistem, ne vem, mal tako, glede na to, kaj so trenutni plusi, pa za rekreativno uporabo, pa za MTB, pa za gravel, po moje, da niti ni tako slabo, oziroma se ne govori to, kot, saj jaz nisem zasledil, zdaj možno se spet motam.
Ja, se pravim, pa še na teh dirkah, ki so bile zdajle, ki so tam po Belgiji tudi slabe ceste, a ne, ki so se vozili tudi po teh odsekih spet kockastih in tako. Res ne razumem, zakaj bi uporabljal tam hukles, ker je še več je teh udarcev, več je tega, res je več možnosti, da snamaš, a ne, gumo in sem plašč. Ne vem. Ja. Je pa zanimiv, da je začel zdaj ene par ekip uporabljati, vsaj te, ki imajo sram, imajo v bistvu od grevla skupino gor na kolesu, zaradi tega, ker imajo še ta premenjalnik, veš, ta zatič, da jim ne skače. In je vsaj zdaj, ki sva gledala ta Semin, ki se zdaj glih derkajo. Je bilo jih par, ki so bili ob cesti, pa so mogli verigo popravljati, ki so se vozili čez pač tlakovano cesto, ne, in jim je veriga dol padla. Tako da tam se to je dosti manjša verjetnost, da se to zgodi. Ne? Ja, zdaj se nekaj, ne vem, zdaj jasno. Očitno se iščejo, zdaj ena je bila zadeva, da se je kolesarje pripravljali kot človeka na to, da je čim boljši, zdaj so pa očitno začeli tudi to, da bi s tehnologijo, se to je že od nekdaj, samo zdaj je to še toliko bolj ratal, ker je že veliko tehnologije toliko dobro narejene, da zdaj grejo pa v take male, neke čudne detajle, pa v neke poizkuse in vse živo, zdaj ne vem, zakaj to prej ne sprobajo, zakaj grejo kar to na dirke, tudi zdaj ne, če sem te poslala včeraj videl. Ne vem čisto točno, zakaj se gre to, kaj je to čisto zdaj ena fora, to šti bolj povedal. Še prijeva do tja. No, tako da to očitno zdaj se pač probava, vse živo. Kar je Petra hotla s tem zdaj povedati je, da predvsem pri Bori, pa najbrž tudi pri kakšni ekipi testirajo zdaj, da vozijo spredi večji obroč, se pravi višji obroč, kakor pa zadnji. To večji obroč. Ja, to je video, ki je zelo dober na to foro narejen od Peak Torka, si lahko pač to pogledate, ampak kar je cel point tega je, da naj bi aerodinamiko predvsem probal, ko bi rekel, izboljšati v sprednjem delu, kjer je največji udar, ker polk je kolesar gor itd., na zadnjem obroču je tega že manj, ne? In probal na zadnjem obroču pa znižati samo težo, oziroma da se tudi lepše razporedi. Tako da eden je rekel, da če bi dal spreden obroč, rečemo višji, ne 60, zadnjega pa čist nižjega, bi imel lahko aerodinamično isti plus, kukor če bi vozil, ne vem, 40 mm, zadnji pa spreden obroča pa 45. A niso to tako, če sem jaz razumela prav, da imajo oni od spredi 29 colskega, od zad pa 27,5. Da so šli sprav v velikost obroča, ne v višino feltan. Če sem jaz to prav razumela. Jaz sem si pogledal, ker si mi ti to poslal. Ja, jaz sem, oni so dal gor od spredi obroč iz kronometra. Ja, to je pri MTB-ju, je tako, da imajo 27,5 pa 29, sicer tudi to zdaj ne vem koliko. Ja, ampak to je zdaj Bora imela. To je to, kar so hoteli povedati, da je Bora imela zdaj prvič, ne? Jaz bolj hočem... Ti si govoriš pa v višini... Poudariti, se bolj se gre za... Overall se gre zaradi tega, da se v sprednjem delu naredi bolj aerodinamičen kolo. Ampak se pravim, nisem pa še videla to, da bi šli dejansko z... Ja, to je Specialized zdaj, kao nove obroče te odrovala naredil zdaj. Kaj bo vam prišlo, še noben ne ve zaradi tega, ker to je čist testno. So čist neki novi obroči, ker zdaj te stari njihovi obroči ne bi imeli zunaj niple, to, kar se je zdaj videl po slikah, sploh se niplov ne vidi, se pravi so notranji. Tako da noben ne ve sploh točen, ampak vse so samo neka ugibanja, kaj in kako. To je to pač, da se nekaj sprobava. Overall ne bi pa to bilo zaradi tega, ker v sprednjem delu hočejo dobiti večjo aerodinamiko, v zadnjem delu hočejo pa pač kao znižati težo kolesa, zato ker zadnji del kolesa ti vlečeš. Ne? Ja. Tako da zdaj, kaj bo iz tega vam prišlo, a se bo vozil, ne vem, spredi ful visoke obroče, zadnji nizke, ne vem, je pa tako, da za rekreativno uporabo mislim, da se to ne bo prav veliko delali, sploh tam, kaj je orang vetrovno, zato, da imaš ti v sprednjem delu... Ja, ponovadi smo kontra delali, ne? Smo dali spredi nizkega podati. Stabilen, ja, seveda. In zdaj, če boš spredi imel ful visok obroč, vprašanje, kako se bo to obnesel, ampak ja,
To je nekaj, kar zdaj probavajo. Tukaj na teh slikah v tej simetriji še ne zgleda tako slabo, no. Samo zdaj, če bi pa gledal, da imaš pa spredi res, ne vem, 70 pa 60 obroč, pa zadnji 20, ko bi pa meni tako malo spet nekaj, kar se bomo po mojem mogli ful navaditi. Težko verjamem, da bo to v enem letu, da bi se kolesari kar tako jaz bom imel to gor. Ker že rečemo tako, kot je Valverde včasih vozil, ne, da je imel spredi nižji obroč, pa zadnji višjega. Nekaj časa je to še bilo aktualno, zdajle skoraj noben ne voz tega, imajo vsi bolj ne isti obroč spredi zadnji. No. Enega sem videla, ki je na rundo hod, ima nekaj tako, pa ne vem kdo. Ja, sam se tukaj govoriva na 50 ljudi, ima mogoče eden. Ja, pa še to ne. Tako da tega ni prav veliko. Da mi povej, še Krne, Brussels Krne, v bistvu ta vikend so bili na lupu mladinci, se pravi slovenska reprezentanca. Krne, Brussel, Krne so bili. So rekli, da neke sicer uvrstitve ni bilo, ampak da so lepo derkali in da so zadovoljni s tem, kar so šli tja iskati bolj na izkušnje. Tako da, evo, to je edina iz slovenske scene, Adin, če imaš še ti kakšno ta teden? Ne, v bistvu prav mi da sva itak že o Faktorju govorila in to je bila tudi ta teden včeraj. Konferenco so imeli. Tako, da je bila res uradna predstavitev in tegale Brazilca so zdaj tudi zelo predstavila, ne, ki je ta bivši MTB-jevc, ki bo zdaj pri njih vozil cesto, pa danes sem videla, da ima že predstavitev, ki bo zdaj v Umagu prva ta spomladanska klasika, rečejo v naših koncih. Sem videla, da bo pač tudi vozil. Tako da to je mogoče edin, kar je kaj tazga iz teh slovenskih delov. Naslednji vikend ta vikend zdaj, ko pride, greste na Strade Bianche? Ja, zdaj v petek štartamo, gremo ena skupinca, 15 gre, pa 2 bosta že tam, se pravi, 7-8 nas bo, pa sigurno bomo še koga srečali, ker sploh ne dvomim, da bo še kdo pogledat, glede na to, da spet ni to toliko delač, pa da je Pogačar voz tudi Mohorič, voz Tratnik, voz Glivar, tako da bo tudi kar slovenska zasedba močna, tudi punce imamo. Zelo zanimivo je to dirko gledati, jaz sem jo že gledala, tako da lahko povem, da je zanimivo je tudi za to gledati, ker lahko gledate in štart punc in štart fantov, oziroma tudi na trasi jih lahko vidite in tudi potem cilj v bojih, ker je vse skupaj zelo hiter, ne? Punce štartajo prve in potem uro nekaj tazga razlike so fantje in vse lahko vidiš, ker imajo punce v bistvu skrajšano varianto, fantje grejo dol in se potem to nekako glih poklopi in je zelo zanimivo gledati vse skupaj. Itak je spektakularno in najbolj gledati meni cilj, kakorkoli vzameš. Mi bomo sicer na trasi zelo na začetku v teh prvih sektorjih Makedama, ampak potem gremo pa kar v Sieno lepo in to brez koles, ker je tam na Piazzi Campo veliko gužve, ampak je pa to zanimivo tam videti in spremljati. Ekrani so ogromni, muska je, res to naredijo, to je prav šov je, no. Te Strade Bianche je zelo velik šov. Zelo šov, do vseh teh dirk, kar sem jaz gledala, to bi lahko enačil z eno etapo Gira, recimo, ne, zdaj v zdajšnjih časih, ki je tudi malo bolj spektakularen, tako da je kar dobro narejeno vse skupaj. In imamo pa tudi punce, no, Slovenke, tako da voz Urška Žigart, pa Špela Keren, no, ona je vedno na teh Stradih Bianchah, tako da mislim, če sem pa prav zasledila, da bo pa tudi naslednji dan to amatersko dirko vozila Laura Šimenska, pa mislim, da je lani zmagala celo, tako da ja. Okay. Bo kar lušteno. Koliko pa gre? Sem ti rekla, 5 nas gre, 2 bosta tam, pa tam se nas bo še nekaj nabrali. 5 na štarta skupaj iz Ljubljane, no, tako da. Zdajle sva že blizu začetku velorund tudi. Kdaj se zdaj začnejo? Tebe vidim, da že kar orang noge srbijo. Ja, velorunda v bistvu sem gledala, da bo prva runda 1. aprila. Aha. To je tork 1. april, pa čisto res bo nav za hec. Tako da to bo prva runda in to bo tako, bomo šli na pance, naša klasična in potem bomo 3. naredili še ta druga četrtek. Že kar sam mislim, da bomo pa ure za začetek ne bomo štartali glih ob 5, ampak verjetno pol 5, če ne mogoče celo četrtek ob 4. Malo bomo čas na začetku prilagajali prve tedne, no, prvi mesec, dokler se dan ne podaljša, pa da ni toplo, res, da ne bomo
trpeli preveč. V sredo snemava še podcast s Simonom. Četrtek, pa pojutrišnjem. Ok, pojutrišnjem. Ja. Dobro, tako da se priklopite še na to. Bomo šli pa predvsem čez trening za rekreativce, pa Petra bo ta zajček, o katerem bomo največ govorili. Da, malo kaj se kaj dogajalo. Da boste to drugače so pri Stradi Bianca, kaj si gledal do štarta, misliš, da lahko sploh kdo premaga Pogačarja? Ne. No, jaz mislim, da ne, ampak... Mislim, glede na vse, kar se je pokazalo letos, bo po moje je UAE kot ekipa je močna in takrat, ko delajo za Tadeja, se mi zdi, da se jim dvigne vsak dobi v riti še 50 vatov in da so vsi sam še močnejši, sam zato, ker vejo, da je on pač zraven. On po moje se lahko razbije na vsakmu drugemu vinku, pa bo pol zadnjih 50 km šel pa odpeljal. Pač ne vem, tam malo se tako igra, da vsaj zdajle... Mislim, da je toliko močno zdajle, da lahko že v tem zadnjem kilometru zmaga, zato ker je to klanc kar orang starom in tudi če bi se prej ves čas lepo vozil, mislim, da lahko... Sam pri njemu je tako, da takrat, ko bo čutil, da so drugi bogi, bo pač štartal in je to. Tako da, ne vem, je toliko zahtevna, pa mislim, da, ne vem, Pitcock, eventuelno, da bi, če ima dober dan, pa to bolj zaradi tehničnega znanja, ki se zna res dobro po makadamu, pa to vidim, da bi lahko bil nekjemu blizu, ja. Pa Van der Pola itak ni, pa je prezahtevna za njega. Ni nobenega drugega, jaz sem šel gledat štartno listo in dejansko je edin Pitcock lahko, da mu kaj pride blizu, no. Ne vem, jaz saj zaenkrat tako, da bi rekel, da bi videl še kjerga drugega. Sej polhan teh imen, ki so na teh klasikah v 10, Scoins pa in podobni, ne. Sam nobenega od njih pa nimaš mogoče tako res za tazga favorita, da bi rekel, edini problem take dirke, kakor je Strade Bianche, ne, ali pa pol tudi recimo Paris-Roubaix je eden takih, je samo problem lahko tehničen, ne, da te hitreje lahko nekaj narobe, ne. Guma ali pa kakšen padec v skupini, mogoče ti nisi udeležen v tem pacu, ampak te je zaustav za bremza in edin to, no. Ampak jaz mislim, da tukaj Pogačar se toliko dobro pele, ne. Kar se teh pacov pa vsega tega se zna dobro postavljati na ta prava mestu, da se zelo hitro izogne tem stvarem. Je pa prebušeni gumi se ne more, ampak mislim, da ima verjetno zraven sebe te elefante, ki bo hitro mu dal kolo, da bo se pel lahko naprej. Mislim, on je toliko popoln kolesar zdajle, da je težko, težko bi kdo, pa si lahko največji fan kjergakoli drugega, pa če greš na stavnico, pa ti rečejo, no, zdaj pa vplači, tukaj imaš denar, jaz mislim, da noben od ne vem koga ne bi upostaviti nobenega, razen če nekaj posebenega ve, kukar pa na Pogačarja. Ja, no, to sigurno, to definitivno. Tako da tukaj ne vem, pa gledal sem, preden sem začela, sem gledal lanske highlights, je prišel z več kot 3 minutami fore v cilja, ne, tako da ne vem, da bom zdaj, pa še to sta bila 2 zadnji, pa je pa una skupina, ne vem, polih je bilo, pa ne vem, so bili že skoraj 4 minute. Ja, lanskega se je tisti skoraj 90 km sam vozil, tako da Tako da, ne vem, če je tako se lani odpeljal, pa letos ni glih pokazal, da se ne voz dober, je pokazal pač prej kontra. Mene predvsem, najbolj me zanima sam, kjer kolo bo pel. Tako da to je edino, zato klej je pa kar neki klancov, ne? Ja, klej pa so, pač te, sicer so to kratki, ne, klanci, ampak pa še makedamski, tako da bomo videli, kaj bo pelo. Tako da to tudi mene zanima. Po moje, da je edino, kar... Drugače pa svekrat mora povedati, da je Pogačar nominiran za tega Loriusa, se pravi za svetovnega športnika leta in v konkurenci, ne, zraven, recimo lani za primerjavo je bil to se pravi Nole, ne, se pravi Djokovic. Ma pa letos v konkurenci on zraven, se pravi Armanda Duplantisa, to je ta, ki skače s palco, zelo simpatičen fendergač, bil je olimpijski zmagovalec. Dobar, tega nimam pojma, kdo je. Ja, jaz pa, viš kaj poznavljajo tam na Eurošportu, skozi pa sem gledala olimpijske igre, pa je kar lep dečko. Potem je Leon Marchand, to jaz niti ne poznam, to je nek francoski plavalec,
to ne poznam. Tudi ne vem. Je pa drugače od Alcaraz zraven, to Okej. je kot tenisač in pa svetovni prvak v Formule 1 Max Verstappen. Tako da zdaj jaz tukaj ne vem, res pa je, da smo nepristranski, ker smo kolesarji, a ne, in potem jasno to tako gledamo, ampak jaz v vsem temu... Mislim, taka izskok z palco, to je težko verjamem, da bo zmagal. Edino za plavalca, zdaj če plava v polhan različnih... Ja, pa je, da je ta plavalc, ne vem, vse svetovni prvak, olimpijski prvak, Ja, ne vem, ja. mislim nekaj tako, da je Ne, nekako, no. se to ja, ampak bolj govorim, če plava v različnih disciplinah. Ja. Zdaj, če je sam, ne vem, prosto zmagal na, ne vem, Verjetno, da v 100, večjih, 200, nisem se 400, tam, ali kaj ampak, se. ja, prav, mislim, da mu je celo on najbolj konkurenčen. Če... Ker drugače to, kaj Pogačarju rata lansko sezono. Ja, pa kukor sem prebrala, no, da nam spet narobe povedala, ampak ne bi bil še nikoli v bistvu ni dobil kolesar te nagrade, razen Armstrong, ki so mu jo potem naknadno vzeli. Tako da dejansko je to tako. Upajmo, da če mu to rata, potem mislim, da ker to je v bistvu Oskar med športniki. Ja. Mislim, če zdaj ne bo kolesarju rata, pol ne vem, kaj mora vse zmagati, da mu rata, ne? Ker on je lan pobral. Ja, tako, če bi bil še lani na olimpijskih igrah, ne, pa saj med prvimi tremi bi definitivno tole imel. Ne. Sploh ne bi bil verjetno vprašanje. Ja, jaz zdaj si me spomnil na še eno temo, ki je nisem napisal, ampak gledal sem, kako se vozijo predvsem kus pri jambovizmi in imam eno teorijo, pa me prav zanima, kaj si ti misliš, ker kus je meni tako tipičen kolesar, ki so ga jemali na vse te glavne ture, pa še polhan drugje so ga ponudili in takrat, ko je zmagal Vuelto, je bil on na vseh treh turih je bil plus še na kakšnih teh enotedenskih. In se mi zdi, da je v uni sezoni, da je čist pregoru in jaz imam feeling, da je letos vprašanje, če bo ta zadnji pomagač, če sploh pred zadnjim pomagač Vingegaardu. Ker se mi zdi, da je tako prazen, da bo rabo po moje ne par let, da bo vse prišel. Tako da me prav zanima, kako se bo vozil letos, to je samo neka teorija moja. Sem drugače to, ne vem, glih teorija, kogarkoli, ampak jaz sem to že rekla, takrat tisti let, ko je on zmagal, ne, tole Vuelto, ko so vsi kus, boste videli drug let, bo pa kus, ne, pa bo kus to pobral, pa bo kus pobral, pa tudi bilo je, takrat se točno videli, vsi vemo, kako je ta Vuelta takrat izpadla, da je bila malo blesa vse skupaj, kako je to, mislim, da so dejansko to prepustili njemu, to zmago takrat, ne, ker je bil pač znotraj Jumbo-Visme, je naredil takrat tisti pobeg in potem nekako sta imela in Vingegaard in Roglič zvezane roke, da nista več nekako... Čeprav sta ga še vedno napadala, ne? No, zdaj tukaj je več teh variant, pa več govoric, pa neki so tudi govorice iz strani Rogličevega tima, kjer smo slišali potem kasneje naknadno, da v bistvu dejansko je bil tudi eden od razlogov, kjer je šel stran, pa kjer je potem v bistvu bil zelo prizadet in zelo razočaran nad vsem skupaj, kar se je dogajalo na tej Vuelti. Tudi na tej Vuelti so se prvič pojavil že Bora Red Bull, ga je takrat začel že snubati, tako da mislim, da, ampak to so gibanja, pa zdaj spet to bi mogel sam povedati, pa tudi ne bi povedal verjeten, kako je bilo, ampak jaz sem že takrat rekel, da kusa ne bo več nikjer, da so ga skurali, da so ga strošali in jaz sem to že takrat rekla, prav pogovarjali smo se, tkle je bila res debata, sem rekla, ste videli kusa na več nikjer, on bo pobral ga, bo podoben je Jumbo-Visma že naredila z telim njihovim kaj jaz vedno pozabim Prink, ki je bil drugi na turu. Krojsvik. Tako, tudi Krojsvika so kar zelo strošali, mislim, da na en tak način. In pa to sva se že pogajala, meni Jumbo-Visma dejansko, si tudi, če tako gledaš, kako delajo z Vingegaardom, on je tudi v bistvu samo en robot, on je njihov stroj, on je dejansko, oni imajo tiste svoje, to boš ti delal, in dejansko nič drugače ne gre. In ja, jaz mislim, da vprašanje, če bo sploh še kdaj prišel k sebi, če se je dejansko, če se je strošil, videti ga ni nikjer, že lani ga ni bilo nikjer, letos je tudi zelo hitro spusti, na klance ga ne gre zraven,
Tako da tudi mislim, da če mene vprašaš, tudi Van Aert ne bo toliko pripravljen, saj ne to sezono, kakor je bil 2 leti takrat nazaj, ko je Vingegaardu pomagal zelo dobro do takrat. Si takrat se je vozil v Klanska. Pa, mislim, da tudi letos ne kaže še, pa to se je že kar zelo začel, a ne? On je tudi zelo zmagoval takrat te dirke, bil je vedno v ospredju, zdaj ga ni. On sicer še skozi neki, zdaj zadnji intervju, ki sem poslušala, je bil na dirki še vedno govoril, da bi rad šprintu, a ne, da bi se rad kosil z najboljšimi šprinterji, čeprav če gre v šprinte, potem ne verjamem, da bo lahko kaj. Mislim, da bo Jumbo Visma spet imela zelo velike težave letos. No. Ja. Mislim, Visma pa Visma Lis, deva že. Vse so naredili dobro ekipo, pa za tur bojo pač ta pravi. Kar se Van Aerta tiče, ne vem, klej se mi zdi tudi malo ta poškodba, pa da pride nazaj, pa z glavo pošlihtati. On mislim, da rab en dober rezultat, lahko je tudi zdaj na najvišji derki, pa bo dobil to samozavest in bo pol, ne vem, se bo začel šmugljati tudi v šprintih in tako, po moje bo on sam to rab. To ta veliki, jaz mislim, da da manjka zelo malo, tako da za Van Aerta meni ni toliko strah, ampak če pa gledam Kusa, je pa tipičen ta primer, ki bo rabo ene par sezon zdaj, da se spravi k sebi, ampak bomo videli. Ja, upajmo, da se bo prej kar par sezona. Ne, že letos je že druga sezona, ki po moje ne bomo ga nikjer videli, ampak pustimo se presenetiti. Ja, ima še cajt. To je samo nekaj za vse, ki spremljate, da ste pozorni, če vidite kakšnega, da je ne vem koliko, ne vem, let zapored na vseh derkah, da je res dober. Meni se zdi, da edin mu, kaj to ratal, je bil Valverde, sam je tudi zelo zberu, na kjere derke gre. On je bil pa praktično celo sezono, je bil top 3 tedne, 3krat pomočnik, plus še na enotedenskih je bil zraven in da toliko derkaš, pa da si toliko vedno ta drug najboljši, rečemo od ekipe, ne? Enkrat še celo premagaš vse, ne vem, jaz to še se ne spomnim in po mojega je let, so ga čist